naloga države je, da opredeli standarde in potrebne pogoje, da nekdo to dejavnost lahko izvaja. In seveda potrebno je urediti ustrezen nadzor nad kvaliteto izvajanja teh storitev. Kdo pa bo te storitve izvajal, se pravi storitve dolgotrajne oskrbe, pa je za državljana, ki bo te storitve koristil, povsem nepomembno. Tako kot ni pomembno, kdo izvaja zdravstvene storitve, pomembno je, da so dostopne. Seveda pa, jaz ne bi bil jaz, če ne bi zaključil z pozivom, prošnjo svojemu resornemu ministru za zdravje, da nemudoma prične delati v sedanji službi z polnim delovnim časom in z vso svojo energijo. Resor je izjemno zahteven in potrebuje usklajeno, gladko delovanje, da se prepreči hujše motnje, ki jih izvajalci že slutimo in čutimo. Potrebna je resnična, celostna reforma zdravstvenega sistema v smeri delujočih sistemov v razvitem svetu, kjer imajo pacienti možnost izbire tako zdravnika kot zdravstvene zavarovalnice, kjer imajo zdravniki in zobozdravniki pravico izbire, kje in kako bodo delali, in kjer so jasne pravice iz nekega obveznega zavarovanja in jih je možno, torej pacienti lahko dobijo pri vsakem izvajalcu, ki ima dovoljenje za delo, ne pri tistem, ki ima koncesijo. Koncesije so preteklost, so sinonim za manjšanje možnosti izbire in ohranjanje korupcijskih tveganj.